En lep pozdrav, drage spoštovane, spoštovani, dragi prijateljice, prijatelji, tovarišice in tovariši. Predno začnemo ta del našega kulturnega programa, pa en lep naš pozdrav z Primorske. Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov. V imenu svoje vlade prevzemam vojaško poveljstvo nad mestom in vso spodnjo Štajersko. Te besede so šokirale in stresle našo tedanjo domovino in začrtale njeno usodo. Izrekel jih je general Rudolf Maister Vojanov, pravi slovenski junak, ki je za svoj narod premikal gore in meje dobesedno. Ni pripadal nobeni politiki, pripadal je svojemu narodu, drzen vojak, umetnik, vizionar, estet, knjigoljub in pesnik. In sedaj mu bomo posvetili eno pesem in to je Cvete dekletu rožmarin. Slovenske junakinje, ki so ljubile svoj narod, bile zavedne in se borile že od malega, pa so bile naša mlada dekleta in žene. S tem so odraščale, živele in lahko jim rečemo hvala vam,
tako kakor vsem partizanom. Ozira se udaljavo, trdno božko stistra dlan, šel borbo krvavo, trdno božko stistra dlan, šel borbo Bilo je leta 1941. Izseljeni smo bili kot begunci v Italijo. Mama je vsem kuram sekala glave, da so krvave tekale po dvorišču. Potem jih je skuhala za hrano, za napot. Hodili smo peš 7 kilometrov iz Ruta, majhne vasice v Baški grapi na Primorskem. Bilo mi je 6 let. Odpeljali so nas. Naša teta je bila aktivistka v Baški grapi. Mi smo šli z njo in nosili partizansko pošto. Tudi ob slabem vremenu, bosi. Sneg je rezal najne otroške podplate, a bili smo pogumni in ponosni, da zmoreva. Takrat so imeli 8 let. In doma smo šivali rdeče zvezde na kape partizanov.
tekla in ista svetla, ki so pleniva, prižgala bo svobode. V našo šolo je prišla italijanska učiteljica. Njeno vzgojno sredstvo je bila palica in sramodilna kazen. Slovensko nismo smeli govoriti. Na tla mi je padel svinčnik. Kako zafaj? Kaj delaš? Se je zadrla name. Sem pobrala plajbis, svinčnik. In za slovensko besedo dobila kazen. Na tablo sem morala neštetokrat napisati io sono l'asino. Io sono l'asino, kar je pomenilo jaz sem osel. Jaz sem osel. In dala me je klečati na grobosov in ajdo. Doma po hiši pa smo skrivali ranjene partizane. In partizani so nam govorili o svobodi, ki bo kmalu zasijala. In se bomo brez strahu lahko igrali in hodili v naše slovenske šole in govorili naš lep slovenski jezik in peli naše lepe slovenske pesmi. Noč je zbežala že zgora, z gozdov je pesem stajala, magla je odgrnila breg in skrite ognje v vastu smrek. Po kočah reka in vrtek, utrip je isti v srci vsem in sonce celje stajalo.
A vojne še ni bilo konec. Naša mama je bila odpeljana še z drugimi dekleti in ženami v Trst, v zapor in potem naprej v Italijo. Hudo je bilo, jokala sem. Italija kapitulira in mama se je vračala nazaj, peš, skozi gozdove, še z drugimi. Prišla je domov po tajnih partizanskih vezeh. Bila je shujšana, shirana, spremenjena in utrujena. Njene oči so bile polne bolečine in trpljenja. Bila je spremenjena, bila je zelo spremenjena. Obleka je visela na njej. To ni moja mama, to ni moja mama. Moja mama je drugačna, moja mama je lepa. Jokala sem. In šele naslednji dan sem se ji približala z brati in sestrami. Res je bila, naša mama je bila. Stisnila sem se k njej in jokala, kričala, ker sem spet v njenem objemu. Nisem je več izpustila. Držala sem jo za roke, za krilo. Bila je moja mati, moja draga mama. In čez toliko let, bila sem ponosna na njo, saj je bila partizanka po duši in srcu in moj tata član tigrovske organizacije. Tudi nase sem bila ponosna, saj sem hrabro kot majhna deklica prenašala pošto v okoliške kraje Baške grape na Primorskem. Bila sem kurirka, bila sem prava kurirka. Spoštovane in spoštovani, ta delček neprecenljivih spominov, ki mi jih je pripovedovala in zapisala zavedna Slovenka, ki je to še danes. In pravila je, kako so prikorakali v vas partizani, ko je zasijala svoboda. Naredili so slavoloke in napisali: živela OF, živela svoboda. S harmoniko so prepevali partizanske pesmi in se veselili. In ta hrabra deklica, ki je bila ena izmed mnogih teh pogumnih deklic, pa je bila moja mama. Moja mama, Zofija Kusterle z Baške grape, in tako kakor ostale deklice naredila pogumna dejanja. In vsem tem dekletam in ženam en velik poklon in hvala vam. In hvala vam. Organizatorji 81. obletnice prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze bodo položili cvetje na grobove padlih na tukajšnjem pokopališču. Predstavniki Združenja borcev za vrednote Enote Trebnje so že položili tudi venec pri spomeniku padlim v Marnicah. Domači gasilci tudi danes skrbijo za to, da ne boste ne lačni, ne žejni. Vreme nam je precej naklonjeno, zato si le vzemite čas za soseda, za omizjem, za prijatelja, za znanca, ki ga morda srečate samo tukaj v Dobrniču, poklepetajte z njim, nasmehnite se mu, delite si spomine in se opominjajte. V neuradni del nas bo s pesmijo pospremila Marjetka Popovski. Razlog za druženje, spomin na izjemne ženske in njihov pogum, odločenost in pripravljenost na spremembe je pravi. Zato, spoštovani in spoštovane, s ponosom se spominjajmo preteklosti, pri tem pa ne pozabimo, da je pred nami prihodnost, za katero lahko največ naredimo danes. Moje ime je Petra Karanc-Laznik in se vam v imenu organizatorjev iskreno zahvaljujem, da ste tudi letos prišli v Dobrnič.
In vas vabim, da se snidemo ponovno na tem mestu ob letu Osorek. Do takrat pa bodite lepo. Strojnice svojo pesem zapele, zrake pretresno grmenje topo. Širne poljane so varno zbladele, misje svobode tam sredi gozdov. Širne poljane so varno zbladele, misje svobode tam sredi gozdov. Še en lep naš poklon.